prav lepo pozdravljeni v oddaji v Državnem zboru Se dogaja. Kaj se dogaja, nam bo povedal vodja poslanske skupine Nove Slovenije, magister Matej Tonin. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Prvič v naših koncih, to pa ne? V vaših koncih zagotovo ne. Ko sem bil še malo manjši, smo zelo veliko krat zahajali tam na vaš bazen v Izlake. Mislim, v bazen, ki je v vaši okolici. Drugače pa na vaši televiziji pa prvič. No, vse enkrat prvič, ne? Absolutno. Tako je. No, z nami pa ni prvič v tem studiu, je bil pa že večkrat in sicer občinski svetnik v Zagorju, Primož Štendler. Lep pozdrav. Glede na to, da ste res prvič v našem studiu, ne pa seveda v Zasavju, mogoče čisto kratka predstavitev. Zelo mladi ste nekako stopili v politiko. Pravijo, da mlade politika ne zanima, ampak kar se vas tiče, to ne drži, ne? Ja, odvisno. Mladi imamo različne zanimanja. Moram reči, da je bila na nek način politika ves čas prisotna v naši družini. Tako, kot so kakšni drugi fanti s svojimi očeti gledali nogometne ali pa košarkarske tekme, sem jaz svojim očetom gledal televizijske dnevnike, oče je bil aktiven v lokalni politiki, tako da smo se o teh stvarih ogromno doma pogovarjali in je bila potem logična izbira. Ali pa na nek način se mi je zdelo takrat privlačno, da sem šel študirati politologijo in potem to tudi doštudiral. V družini nekako podobno razmišljate, ste v podobnih strankah? Se veste, znanstveno se da dokazati, da se politične preference na nek način prenašajo iz generacije v generacijo, tako kot te doma vzgojijo, tako približno potem tudi ti razmišljaš. Seveda pa so odmiki, vsak je svobodna in samostojna oseba, ampak če me sprašujete, če sva z mojim očetom približnih političnih opredelitev, odgovor da. Torej bil oče, predvidevam, takrat, ko je bil zelo aktiven v politiki, krščanski demokrat, ne? Tako, oče je bil občinski svetnik takratnih krščanskih demokratov v občini Kamen. No, pa se zdaj tudi v imenu, ne, krščanski demokrati. Drži, ne? drži. Vas pa nismo nikoli vprašali, ne, od kje ljubezen do politike? Mislim, da je zgodba zelo podobna kot pri kolegu Mateju. Tudi doma je bilo tudi še v starih bolj železnih časih, se spomnim, jaz sem zelo en opomin v šoli enkrat dobil, ker sem bil še malo pred osamosvojitvijo, malo preveč glasen, zakaj imamo določene slike takratnih voditeljev ali pa bivših voditeljev na stenah. Tako da ja, se strinjam, verjetno se res prenaša iz generacije v generacijo to mišljenje. Se vidva že dolgo poznata? Ja, mi da se kar dolgo poznamo. Jaz Primoža poznam kot zelo aktivnega svetnika. Moram reči, da tudi na poslansko skupino stalno pritiska z nekimi idejami, kar je v redu. Jaz imam rad, da imamo mi aktivne lokalne občinske svetnike, da nas priganjajo, kaj moramo narediti, kaj bi bilo pametno narediti, tako da s Primožem super sodelujemo. Po politični poti ste bolj poznate, ne? Ja. Po politični plati. Ne? Ja, Sprašujem namreč zaradi tega, ne? Ker glede na to, da tako vi kot jaz, ne, so včasih zahajala v medijske toplice, ne, na kopanje in mogoče, ne, smo se pa kdaj srečali. Mogoče ste me kdaj tunkali, ker jaz se prav spomnim, lahko, ker tistih, ki so iz drugod prihajali, niso imeli prav rad, ne. Ker so nam bili konkurenca, ne. Točno tako. Jaz se kristalno jasno spomnim enkrat, ne vem, koliko sem bil star, ampak prav to, ker sta videla omenila, da so me lokalni fantje vrgli v bazen in fajn tunkali. Res ne vem, kaj bo razlog, ampak sem jih pa nakasiral. Ja. Še tistem starem bazenu ali že potem prenovljenem? Se spomnite oba bazena? Še obe? Težko bi zdaj rekel, ampak definitivno je pa bil po mojem spominu drugačen, kot je zdaj. No, mimo grede, baje je ta bazen, razpadajoči bazen, mimo katerega ste se danes tudi peljali, prava sramota za Zasavje, za Zagorje, za Slovenijo bi lahko dejal, ne, da so terjatve zdaj na slabi banki, tako imenovani slabi banki, se da kaj urediti s tem bazenom, zdaj lokalni politiki niso glih uspešni. Vse se da, če se hoče, seveda je pa za vsako stvar potreben denar. Tudi investitor? Mogoče. Predsednik republike je zdaj v nekem drugem pismu glede vojske napisal, da seveda denar ni vse, je pa pomemben in isto je neverjetno tudi v medijskih toplicah. Če zraven pripeljem
še našo kamniško zgodbo Velika planina, ki je sicer malo podobna, ampak kljub vsemu so vse te lokalne zgodbe nekako takšne, da smo bili v preteklosti, so bile občine v preteklosti nekoliko nerodne z vodenjem, morda ni bilo prave vizije, prave strategije, tudi pravega načina prodajanja. Danes v svetu turizma se prodajajo zgodbe. To je tisto, kar pritegne ljudi in morda v pravih trenutkih nismo imeli na pravih mestih najboljše ljudi in zdaj posledice so takšne. In te vaše medijske toplice bodo najverjetneje zaživele takrat, ko bo prišel človek z denarjem, ki bo v tej stvari videl priložnost. Čeprav je v tem tednu praznik medijev, so pa te naše toplice medijske, ne? Medijske, ne? Še to lahko povem. Ja. Kakšen je pa vaš pogled na te res propadajoče medijske toplice, ki so res v tako slabem, obupnem stanju, da je prav žalosten pogled na njih? Ja, medijske toplice to je kolega Matej prav povedal. Treba je pač najti tega investitorja z denarjem, ki bo v tem videl zgodbo nekaj napravil, ampak jaz sem tukaj pred tem en drug pomislek. Namreč zdaj se je začelo govoriti tudi že javno, da se v Zagorju pripravlja projekt tudi kopališča pri Okrogarjevi šoli. In jaz mislim, da če bo dol kopališče dejansko, sicer s pomočjo, to ne bi bil kot nek rehabilitacijski center za ljudi, ki živijo v okolju, kjer se je rudarilo in je rudarstvo pač pustilo določene posledice. Ampak nakljub temu, jaz mislim, da bo investitorja še težje najti, če bo ta investitor videl, da je 7 km stran bazen, ki je bil zgrajen s pomočjo evropskih sredstev, ki je v lasti občine in bo predstavljal neposredno konkurenco. Tako da jaz močno dvomim, da bo, če bo ta projekt, ki ga je župan že, mislim, da že nekajkrat omenil, tudi javno, če bo ta projekt, sicer je fajn, za to novo evropsko perspektivo. Tako je, sicer ta projekt je zanimiv, vse pohvale za, če se bojo pridobila evropska sredstva, ampak mislim pa, da bojo s tem medijske toplice takšne, kot so bile nekoč, se pravi, ki so bile neko turistično središče s hotelom, s bazenom, s termalno vodo. Jaz mislim, da bojo zelo težko zaživele, če se bo dejansko šlo v še en takšen projekt. Kar je pa žalostno, glede na to, da imajo neko zgodovino, pa da so se tudi Kamničani hodili kopati v naše konce. Pa tudi tukaj smo jih, ne? Takrat, če nismo imeli našega Snovika, bistvena razlika in je bilo to praktično najbližje tak. Razen, če si šel v Ljubljano ali pa v Kamnik. Zdaj jaz, ker sem iz Tuhinjske doline, nam je bilo to blizu. No, zdaj ste pa pogosto v Ljubljani in kako ste se privadili dela v Državnem zboru, zdaj ste že kar izkušen poslanec? Bil sem noter vržen in sem mogel plavati. Je pa kot pri vsaki stvari hitreje, ker te okoliščine prisilijo, hitreje se naučiš. Seveda smo pa vsi ljudje, delamo napake in življenje gre naprej. Nekaj časa ste bili pozicijski poslanec, več časa opozicijski. Je razlika, ne? Bistvena. Včasih je težko opisati, kakšna je razlika med opozicijskim in koalicijskim poslancem. Ko si v koaliciji, imaš neko moč, da znotraj koalicije dejansko izpelješ stvari, ki si jih želiš. Tako bom rekel, ko si v opoziciji, imaš mnogo več dela, ker je vse na tvojih plečih. Mi zdaj sami pripravljamo zakone, ravno pred prvomajskimi prazniki je naša poslanska skupina v proceduro vložila 7 različnih zakonov. To je kar veliko delo. Prej, ko sem pa bil v koaliciji, je te zakone vse pripravljala vlada in se potem jih zagovarjal ali pa še v času koalicijskega usklajevanja kaj popravljal. Zato, ko si v opoziciji, si prepuščen milosti in nemilosti koalicije ali ti da neko podporo za tvoje rešitve. Zato je v opoziciji zelo veliko, da si pomagamo s taktiko, da tudi preko javnosti pritisnemo za kakšne rešitve, da koalicija ne more reči ne, nekaj takih zgodb jih je pa malo. V koaliciji je pa spet odvisno od posameznega poslanca. Imate zdaj celo vrsto koalicijskih poslancev, ki se ministru svojemu niti dober dan ne upajo reči.
Jaz moram priznati, da sem bil kar malo pobalinski in sem se kot mulj marsikaj upal tudi reči ministrom ali pa določene stvari zahtevati. Je pa tudi to, da mi je šlo na roke, da sem bil takrat tudi vodja poslanske skupine, da me morda kakšen minister bolj resno jemal in da določene stvari, ki sem si jih zamislil, so mi takrat tudi uspele. Vas zdaj, ko ste v opoziciji, pa vodja poslanske skupine, tisti vladni poslanci ali pa vlada sploh kaj resno jemlje. Se mi zdi, da je včasih delo opozicijskega poslanca, pa tudi to, ki ste dejali, pripravljate zakonodajo različno, predlagate zakone, bolj jalovo delo, največkrat ste neuslišani. Kar mene moti v parlamentu in to že ves čas, odkar sem tam težko sprejemam, je, da poslanci premalokrat uporabljajo svojo glavo, da premalokrat tudi svojemu vodstvu, svojemu predsedniku, svojim ministrem rečejo ne oziroma zagovarjajo kakšno drugačno rešitev. Ker zelo velikokrat se zgodi, da poslanci za vsako ceno koalicijski zagovarjajo rešitve ministra, čeprav vedo, da so slabi in če imajo na drugi strani boljše opozicijske možnosti. Veste, kolikokrat se je v parlamentu zgodilo, da je opozicija prišla z nekim zakonom, s katerim so se na hodniku vsi koalicijski poslanci strinjali. So rekli, ja, to pa dobro naredil, to je pa v redu. Potem, ko smo prišli v dvorano, so dobili befel strani svojega vodstva stranke ali pa strani ministrov, so govorili proti temu predlogu in tudi glasovali proti, sedaj je bil pa vedno razlog, bo vlada pripravila svojo sistemsko rešitev. Tiste sistemske rešitve pa potem zelo dolgo časa ni. Ja, in to ima človek potem občutek, da je nekakšno jalvo delo ali pa, če vzame tako, pripravo na nekoč, ko bo sam na oblasti. Ja, demokracija je pač taka, da politične stranke tekmujejo med sabo tudi v pobudah. Zdaj, vse za Novo Slovenijo, mi smo se dogovorili, da ne želimo biti opozicijska stranka, ki zgolj in samo kritizira. Od kritiziranja se ne da živeti, ampak želimo prihajati s predlogi. In zato vsako stvar, ki jo kritiziramo, pripravimo predlog, rečemo, to je naša rešitev, na takšen način bi mi želeli zadeve urejati. V nadaljevanju se bova še dotaknila nekaj teh predlogov. Pa če to malce preslikamo na delo občinskih svetov, v Zagorju je tako, da ima že dolga leta lista aktualnega župana kar precej veliko moč, tudi odločanja. Praktično ima sama dovolj občinskih svetnikov, da niti ne potrebuje preostalih iz drugih strank za kakšno soglasje. Je pa dobro, seveda, če kaj sprejmete v soglasju. Kako vi gledate, pa kako na svoje predloge, ki jih date, se vam zdi, da je bolj vaše delo jalovo ali ste pri kakšni zadevi uspešni? Ne, da bi smatral, da je delo jalovo, ne. Če ne drugega, občanke in občani vidijo, da obstajajo tudi drugačni predlogi, kot pa to, kar predlaga vladajoča struktura v Zagorju, ali pa vladajoča struktura v državi. Tako da jaz to ne smatram. Je pa res, da v Zagorju se tudi na hodniku ne strinjajo z mnenjem opozicijskega svetnika, kaj šele v dvorani. Tako da to pa je razlika. Se pa strinjam s tem, da tudi, kar je kolega Matej povedal, da slepo verujejo v svojega vodjo in glasujejo tako, kot reče. Če vodja, se pravi župan, reče, to je zanimivo, dvignejo roko za ja, če rečejo, to ne podpiram, nihče ne dvigne roko, se pravi, vsi glasujejo proti. To pa je skrb vzbujajoče, ker namreč delo in poslanca in svetnika ali pa kakršnega koli politika, jaz mislim, da bi se mogli veliko več uporabljati lastno glavo pa razmišljanja, kaj je prav, pa kaj ni, kaj ljudje res potrebujejo, ne pa poslušati voljo enega vodje, ko ima od zadaj verjetno še koga, ki mu pove, da je tole tako rešne. No, gospod poslanec Matej Tonin je dejal, da velikokrat pošljete kakšen predlog. Je tu jalovo delo ali pade na plodna tla? Ne, to pade, to moram priznati. Jaz sem bil, preden sem vstopil v politiko kot kandidat za župana, pa kot nosilec svetniške liste, sicer sem spremljal politiko, ampak nisem bil ne vem koliko aktivno vključen. In ravno takrat pred občinskim volitvam vem, da sem
da sem jih moril gor, da so mi razložili točen način financiranja občin, ker je Matej, mislim, da ste vi magistrirali, ne, iz javne uprave, če sem diplomiral, ja. In se mi je zdel to prav naslov za to, da mi odpre glavo, na kakšen način se zadeve rešujejo. Drugače pa kar dostikrat se poslužujem pravnice strankarske za kakšne stvari, ki me zanimajo, kako zakoni, ker namreč jaz sem svetnik, sem sam in glede na to, da imam podjetje, nimam ravno 10 ur časa na dan brati zakone pa razmišljati. Pa tudi za vami ne stoji občinska uprava. To je res, ja. Tako da tega se pa, in to nikakor ni jalovo, to je zelo plodno, tako da vse pohvale stranki pa ekipi, kar se tega tiče, podpore. No, lepo. Mogoče, če se preselimo nazaj v Državni zbor, kar precej aktualno je to, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi, namreč ta odločitev predsednika Državnega zbora, gospoda Milana Brgleza, da ne bo razpisal zbiranje podpisov za referendume, ki jih je vložil sindikat delavcev, migrantov. Ne? Kako vi gledate na to? Zdaj, pravna mnenja so si tu nasprotujoča, ne? Da je vzel pravico v svoje roke. Po drugi strani pa so verjetno tudi imeli nekako mačka v žaklju tudi sindikati, ko so predlagali zakonodajne spremembe. Ne? Če zgodbo pogledamo objektivno, imamo na eni strani ta sindikat migrantov, ki delajo čez mejo v Avstriji, in vse te referendumske pobude, ki so jih vložili, nimajo neke neposredne veze z njim pa z njihovim delom, in jih jaz razumem, da so to referendumsko možnost vzeli kot taktično možnost v smislu, ok, vlada, če se ne želiš pogajati z nami, ti bomo pa zadržali izvajanje določenih zakonov, dokler te ne prisilimo, da se pogovarja z nami. Se pravi, to njihovo taktiko jaz razumem. Zaradi tega, ker so neuslišani že več let. Ne? Pa, če nakratko, v čem je sploh problem? Ja? Prideva do tega, sam da to zadevo še dokončam. Se pravi, sindikat je zgolj izkoristil zakonske možnosti za nek taktični pritisk na vlado in na parlament, ki jo ima. Zakonske možnosti, ne? Ja, vse oni so to jim zakon omogoča, zbrati podpise in vložiti zahtevo za referendum. Jasno je, da potem oni ne grejo v zbiranje podpisov, da bo do referenduma res prišlo, ampak to uporabijo za to, da se recimo izvajanje zakona tam za 35 do 40 dni zadrži. In s tem taktično pritiskajo na vlado. To je njihova zgodba. Na drugi strani pa imate predsednika Državnega zbora, ki zakonske podlage za to, da ne razpiše referenduma, če so vloženi podpisi, nima. Torej, predsednik Državnega zbora je ravnal tako, kot je ravnal, brez zakonske podlage, seveda pa ima vsebinsko poanto. In to pravniki trdijo, vsebinska poanta je pa v tem, ne, da nihče nima pravico zlorabljati pravice, razumete, da bi neko stvar, ki mu je omogočena, zlorabo. Ne. Ampak očitno se tudi znotraj svoje vladajoče koalicije ni posvetoval, ne, ker vsaj dve stranki malce drugače menita kot on sam. Ne. Ja, ni posvetoval. Torej, naše stališče Nove Slovenije je, da je predsednik Državnega zbora seveda tisti prvi poklican, ki mora skrbeti za zakonito, zato bi bila bolj prava pot, da bi on ustvaril zakonsko podlago, da bi to lahko brez kakršnekoli slabe vesti naredil. Zato to še bolj upravičeno govorim, ker v fazi sprejemanja teh pravil, kako bo do referenduma prišla, je prav Nova Slovenija predlagala amandma, s katerim bi predpisali, da moraš ti zbrati 2000 overjenih podpisov, če želiš potem zbirati podpise za referendum. Za referendum jih moraš zbrati 40 000, in zdaj, če ti daš namero, da bi rad imel referendum, je že dovolj, da zbereš 2000 podpisov na ulici, na tak list papirja, čisto drugega, ne? Tako, kot ga imate vi. Potem pa začneš zbirati tistih 40 000 overjenih. In če bi bil uslišan naš predlog, ne, da bi že v samem štartu potreboval 2000 overjenih podpisov. Zdaj, če gre za resno zadevo, kot je šlo za nekatere resne referendume v zadnjem času, potem teh 2000 podpisov v enem tednu ni problem zbrati. Ne. Če pa gre za taktične zadeve, pa ne bo možno teh 2000 overjenih podpisov. In že to odpade potem. In že to odpade. Torej, to je ena možnost, ker bi se lahko tem problemu izognili. In druga možnost, ne, je, če bi vlada se dejansko začela
pogajati s temi. In to težavo rešila, ker je. Ne? Tako. Ta težava je pa tudi zelo preprosto rešljiva na način, da se splošna olajšava pri dohodnini dvigne. Zdaj je splošna olajšava tam nekje okrog 3000. Mi smo predlagali, tudi spisali zakon za to, da se dvigne na 6000, kar pomeni, da bi rešili veliko večino, več kot 95% vseh teh migrantov. Ki delajo v tujini. Tako. Tukaj se zelo veliko napačno slika, da so te migranti dvojno obdavčeni. Ne gre za dvojno obdavčanje, ampak te migranti, ki živijo v Sloveniji, delajo pa v Avstriji, plačajo zgolj razliko med slovenskimi in avstrijskimi davki. In na srečo ali pa na žalost imajo v Avstriji toliko nižje davke, v Sloveniji pa toliko večje, da morajo te delavci v povprečju na leto v Sloveniji doplačati 1500, 2000, na nekateri tudi 3000 in več denarja. Torej, rešitev je, da znižamo davke za vse, potem ta problem odpade. Imate mogoče kakšen pogled, kakšno mnenje o tem? Imam mnenje tukaj. Sicer, ja, jaz se strinjam, kar se davkov tiče splošno, ne? Zdaj, da se ne bomo to vračali, ampak mene pri tej zgodbi bolj, pravzaprav kar malo boli, da se gospod Semolič pa ostala sindikalna srednja v Sloveniji nič uglasila na to temo. Ne? Ravno zdaj je bil na Rožniku govor, jaz ne vem, kjer vsi sindikalisti so govorili. 4 sindikalne centrale. Ja. Bil je gor tudi gospod Janković, ki so zagovarjali človekove pravice, pa delavske pravice in tako naprej. In to je ena izmed takih stvari, kjer bi sindikati mogli, se pravi vodilni slovenski sindikati, podati svoje mnenje in to javno. Nakljub temu, če je njihovo mnenje, osebno mnenje drugačno, kot je mnenje vlade oziroma vladajoče politike, mislim, da bi bilo kar lepo, da bi povedali, da bi se kdaj tudi javno izpostavil za kakšno stvar, ki ni ravno prijetna. Prej ste omenili že davke, ne? Pa tudi mogoče to razliko med avstrijskimi davki pa slovenskimi davki. Veliko krat poslušamo tudi strani gospodarstvenikov, da je Slovenija preveč obdavčena, ne? Da smo Slovenci preveč obdavčeni, da je tudi gospodarstvo preveč obdavčeno. Imate kakšne rešitve, kako bi bilo lahko boljše, pa da bi se kljub temu dovolj denarja steklo v proračun? Ne? Imamo. Če spet pogledamo zadevo objektivno in recimo obdavčitve sestavimo v 3 skupine. Recimo ena je obdavčitev naših nepremičnin, potem druga je obdavčitev kapitala in tretja je obdavčitev dela. Če vse te obdavčitve primerjamo z evropskimi državami, potem ugotovimo, da v primerjavi z drugimi državami je v Sloveniji obdavčitev nepremičnin nizka in tudi obdavčitev kapitala je nizka. Je pa izjemno visoka obdavčitev dela, oziroma če po domače povem, je izjemna visoka obdavčitev plač. Konkretno, če nek podjetnik želi dati delavcu 800 evrov plače mesečnega, to stane približno 1500 evrov na mesec z vsemi prispevki in dajatvami. Na Irskem je ta strošek tam okrog 1100 evrov. 400 evrov manjši strošek. In to je tista stvar, ki mi ves čas govorimo, da je Slovenija nekonkurenčna in da na takšen način se ne da delati, ker kaj se potem zgodi? Ne? Potem je več dela na črno in večkrat se ljudje vprašajo z računom ali brez. Ker jaz verjamem, da ljudje razumejo zelo preprosto logiko, da višji kot so davki, bolj se bodo ljudje izogibali plačevanju davkov. Imate vrsto primerov, ki reče podjetnik, jaz si lahko, ne vem, za delavca ali pa za neko pomoč pri delu plačan tok in potem, ker ne morejo človeka zaposliti, ker so previsoki davki, dela nek delavec na črno. Na takšen način pa država dvakrat izgublja. Ne? Prvič, ta delavec nič ne plačuje v pokojninsko in zdravstveno blagajno, po drugi strani pa še dobi določene socialne transfere. Ker uradno nič ne dobi od delodajalca, recimo. Ne? In jaz vsej v parlamentu poskušam čim večkrat izpostaviti logiko, da bi jo tudi ostali poslanci usvojili, da vsak zaposlen je dvakratna korist za državo. Ta posameznik bo plačeval prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno in še ne bomo potrebno strani države izplačevati socialnih transferov. In moja poanta je tudi ta, da naj bodo davki čim nižji, pa ne jih plačuje čim več ljudi. Ker zdaj je v Sloveniji žal država vse zadeve pele tisto smer, da davke poberajo tistmu, ki jih lahko,
Imate pa na eni strani ljudi, ki ne plačujejo nič davkov in imate na drugi strani ekstremno bogate, ki se znajo optimizirati v vseh mogočih davčnih oazah. In najbolj ga nastrada prav tisti srednji sloj, ki ga država obdavči po vseh možnih koncih in krajih. Torej, če strnem bi rekel, da mi se zavzemamo za nižjo obdavčitev, tudi smo pripravili več zakonov. Eden izmed takih zelo konkretnih je bil za nižjo obdavčitev plače, kjer bi bilo 3300 evrov vašega letnega zaslužka neoprispevčenega, na ta zaslužek ne bi plačevali prispevkov, mesečno to znese, da za 270 evrov ne bi plačali nič prispevkov, ker mesečno spet znese, da bi 50 evrov pri vsaki plači dobili več. V enem letu se to nabere za še eno minimalno plačo, ker je pa že nek prispevek, še nek dodatek k tej stvari. In še eno stvar se je potrebno zavedati, gospodarsko rast pa nova delovna mesta bo ustvarjala zgolj domača potrošnja. Nič drugega nam pomaga, če bodo ljudje zapravljali, če bodo ljudje trošili, potem bojo podjetniki prodajali, če bojo podjetniki prodajali, potem bojo imeli priložnosti, da ustvarjajo nova delovna mesta, ljudje se bodo še dodatno zaposlovali in ta krog bo krožil. Če pa tega domače potrošnje ni, potem pa ekonomija stagnira in seveda ni spet nobena visoko leteče filozofije, kako domače potrošnjo povečati. Ljudem mora več ostati v denarnicah, to je vse. Ja, več mora ostati v denarnicah, pa počutiti se morajo varne. Problem domače potrošnje je v tem, da se potrošniki počutijo ogrožene, ker ne vedo, kaj bo jutri. Ali bodo lahko potrošili, ali ne bojo mogli trošiti. Se pravi, se tudi bojijo iti po kredit na banko. Tako da to je domača potrošnja, to se vse evropske države s tem ukvarjajo, se pravi, kako spodbuditi domačo potrošnjo. Trenutna gospodarska rast, ki jo ima Slovenija, bazira, ne vem, koliko je zdaj, 1%, pa pol ali 2%, bazira na izvozu. Samo to. Domača potrošnja je točno takšna, kot je bila, se pravi, ko je bila kriza na vrhuncu. Mogoče se, pa mislim, da se ni povečala. Jaz veliko večino ustvarjam, se pravi, prihodkov v firmi ustvarjam na slovenskih, se pravi, v Sloveniji in definitivno je, saj v tem recimo gradbenem segmentu, ki je doživel najhujši padec, se pravi, to so visoke gradnje, za časa, ki je kriza nastopila, tukaj je stanje še vedno katastrofalno. Vi ste samostojno zaposleni sami? Ne, kot DO, s tem, da jaz zastopam določene podjetja iz Švedske, pa iz Nemčije za Slovenijo, nekaj tudi za bivšo Jugoslavijo, se pravi za republike, za Hrvaško, Bosno, Srbijo, Črnogoro, Makedonijo pa Albanijo. In je zanimivo, mi se večkrat pogovarjamo v tem, da recimo prav v lesni industriji imamo grozne probleme tukaj v Zasavju, kar nekako ne znamo zagnati in iščemo tisoč in en problem. Pa smo iskali probleme, oziroma smo iskali rešitve, da bi, ne vem, zvrtali predor čez Trbovlje, da bi bili bližji avtocesti in da imamo slabo infrastrukturo, ne vem kaj. Jaz recimo s to tovarno na Švedskem, ki delam, je največji proizvajalec parketa na svetu in v denarju, in v kvadratnih metrih, ki jih proizvedejo. In oni imajo dejansko tovarno Bogu za hrbtom, ampak res Bogu za hrbtom. Mora se najprej peljati približno 3 ure z avtom, da prideš do luke, potem se morajo kamioni ukrcati na trajekt, da pridejo na celino, dejansko, da pridejo v Nemčijo. Ampak oni prodajajo po celem svetu brez kakršnekoli problema, zato ker so se prilagodili trenutnim tržnim razmeram. Se pravi, da so svoje kadre, ki so jih imeli, so jih usposobili, da znajo delati to, kar delajo, so proizvodno modernizirali, računalniško opremili in dejansko lahko pravzaprav, da bom rekel, z minimalnim številom ljudi še vedno zaposlujejo, ne vem, mislim, da okrog 15 ali 20 tisoč ljudi, lahko na trgu funkcionirajo pa konkurirajo, ne vem, Kitajcem, Romunom, Indicem, ne vem še kjerim vsem, kamor Slovenci veselo selimo proizvodno, češ tam je ceneje. Ni poanta v tem, kaj je ceneje. Treba je optimizirati davke, tako kot je Matej povedal. Se pravi, mi moramo ta, bom rekel, srednji nižji del plač, pa najvišji del plač moramo obvezno razbremeniti, ker kater inženir se bo v Sloveniji, ali pa, ne vem, magister, ali pa doktor, ali pa karkoli, zaposlil v nekem podjetju,
ki mu bojo dali 6.000 evrov bruto plače, vam bo dobil pa izplačanega slabih 2.500 evrov. Pa jaz mislim, da ga ni junaka. Če gre lahko na Irsko ali pa gre lahko v Nemčijo, pa bo dobil za 6.000 bruto dela, ne, bo dobil ven 4.500 evrov neto. Vse je logično, kam bo šel. In dokler tega ne bomo spremenili, ne, bo verjetno Slovenija capljala na tem mestu, kjer je zdaj, se pravi, nič se ne bo spremenila. Jaz mislim, da je celo Nova Slovenija imela pred volitvami en izračun, če imaš 5.000 evrov, lahko na Češkem, ne vem, zaposliš, mislim, da 3 ljudi, ki ima vsak po 1.000 evrov neto plače. Mislim, da je to Nova Slovenija, da smo mi pripravili, ja, ki je bilo prav zanimiv prikaz, pravzaprav kako imamo zgrešeno davčno politiko. Se pravi, naša davčna politika sil k temu, da se ne zaposluje. Prav sil k temu. In potem je veliko tega dela na črno, ki ga pa Slovenija ali pa finančni minister ali pa vlada želi rešiti z davčnimi blagajnami. Ne? Ker se pa spet pokazalo, da verjetno takšnega priliva, kot so pa pričakovali, v državni proračun pa spet ni. Ne? Točno to, kar ste omenili. Vlada želi s temi davčnimi blagajnami zajeziti sivo ekonomijo. No. Niti ne tisti, ki delajo na črno, tisti itak nimajo nobenih blagajn in delajo po svoje. Ne. Želi zajeziti tiste, ki imajo sicer uradno registrirano podjetje, ne izdajajo pa računov. Seveda se treba vprašati, zakaj jih ne izdaja. Ne, ker če jih izdajo, potem ne morejo preživeti, ker so previsoki davki. Ampak intenca države, ministra za finance je bila, da če z davčnimi blagajnami, ki bodo neposredno povezane s finančno upravo, bomo pa preprečili to, da se računi ne bi izdajali. In meni se zdi to larifarija, veste, nekdo, ki da danes želi goljufati in vam ne želi ali pa vam ne bo izdal računa, je popolnoma vse eno, a je davčna blagajna 10-krat povezana s finančno upravo, ali ni, ker če vam ne bo računa izdal, tista povezava nima nobena smisla. Torej, mi smo ocenili v tej razpravi, da se sive ekonomije ne da preganjati z davčnimi blagajnami, da pa so jo preganjati z nižjimi davki. Lejte, če bodo davki nižji, se ljudem ne bo splačali neke storitve ali pa nekega materijala vzeti brez računa. Ne? Ker če ti vzameš brez računa, potem nimaš nobenega dokaza, če se kaj zakomplicira, pa da bi materijal ali pa določeno zadevo zamenil. Pa na drugi strani bodo dali račun, ne se zakaj bi riskirali. Ne? Vse to. Ne. Se pravi, to je ena stvar, z nižjimi davki se da to preganjati, in druga stvar je s pavšalnimi obdavčitvami. Spet konkreten primer. Poglejte, včasih se to čuti, ko smuča po avstrijskih smučiščih in tam dobi, ko gre v gostilno na pivo pa na en šnicel, dobi kar na listu papirja račun, ki ga plača. To marsikje še po Evropi. Tako, in mislijo tam ljudje, da pogledajte, te pa kar pri belem dnevu goljufajo. Ampak ne. Tam imajo pavšalno obdavčitev, tam recimo neki gostilni na smučišču izračunajo, taka je vaša kvadratura, na taki lokaciji ste, davek za vas bo takšen in gostilni že v začetku leta ve, kakšen bo davek. In mu ni treba nič goljufati. Se pravi, on ve, da v tistem letu bo mogel tisti davek plačati, če ne bo gostilno dol zaprl, če bo pa fajn delo, bo pa lahko še kaj več zaslužil. In se mu ni treba z nobenimi računi ukvarjati, z nobenimi davčnimi blagajnami in takimi neumnostmi. In to v tej smeri pač mi razmišljamo in smo tudi v parlamentu zagovarjali. Seveda smo pa zdaj tudi vložili zakon glede davčnih blagajn, ker v tej vladni histeriji po preganjanju sive ekonomije so pa povzročili probleme številnim društvom in organizacijam. Poglejte, gasilske društva, ki organizirajo gasilske veselice, kjer se zbira denar za skupno dobro. Tudi vi včasih delate, ne? Ja, jaz že 10 let kelnarem na domači tuhinjski gasilski veselici, tako da lahko te stvari iz prakse govorim, pa sem tudi gasilc. Na tej gasilski veselici vsi delamo zastonj. Noben niti centa na zasluž. Vsi delamo zastonj, zaradi tega, ker zbiramo denar za nabavo opreme domačega gasilskega društva. Potem vsi, upam, da ne, ampak potrebujemo nekdaj. Tako, tisto, kar bi na koncu mogla država ali pa občina zagotavljati. In zdaj z davčnimi blagajnami se pa te zadeve do konca zagrenijo in zakomplicirajo. In marsikatero gasilsko društvo ne bo več organiziralo veselic. Ne? Točno to, jaz sem zdaj hodil po novem letu po občnih zborih gasilskih društv, ko so me kot poslanca povabili in
Sam to je debata. Ne? Kako bomo zdaj speljali gasilsko veselico, ne? Kje bomo dobili davčno blagajno, ali bomo najeli. Verjetno je že sečelov problematičen. Zdaj firme, ne, ko greste gasilci po raznih firmah prositi denar za kakšno zadevo, ne, pa reče, ne moremo vam dati, lahko vam damo pa kakšno knjigo, lahko vam damo. Imate to za sečelov. Sečka je, ne vem, 2 evra, ne? Sami problemi. No. Sami problemi. Vse pa športnih društvih je isto, ne, kulturnih društvih, turističnih. Organizirajo kakšno prireditev, pa prodajajo karte, spet davčna blagajna in kup problemov. Zaradi tega smo mi napisali zakon, ki bo zdaj na seji, ki se začne 16. maja. Ki ga verjetno spet vsi podpirajo v hodnikih. Tako, ta eden izmed takih, ne, kjer ukinjamo davčne blagajne za vsa gasilska društva, ne glede na to, kakšne imajo prihodke. Če imajo status gasilskega društva, ni potrebna davčna blagajna. Naslednja rešitev je, da za vse ostala društva, turistična, športna, kulturna, kakršnakoli, ki imajo do 10.000 evrov letnih prihodkov in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah do 15.000 evrov. Za prodajo regrata, recimo, ne? Na kmetijah so stvari tako trapaste in nesmiselne. Mislim, da kmet, če regrat težko prodaja, ne? Veste, če kmet proda krompir, ne potrebuje davčne blagajne. Ali pa bom drugače povedal, če kmet proda zelnato bučo, ne potrebuje. Če počiščena, pa. Če pa kislo zelje, pa davčna blagajna. Ja. Isto tudi pri regradu, ne? Če samo od rezanj, pa ne počiščen. Že ni več osnovni, je že predelava. Ne? Predelava, tako da ne vem, zakaj smo mi taki mojstri v Sloveniji, da vsako stvar tako zakompliciramo, da je potem na koncu nihče ne razume, niti ne. Pa se vsak razlaga po svoje. Jaz mislim, da imamo Slovenci, zdaj sicer mogoče to malo grdo zaslišati, ne? Ampak dokler bojo naši finančni ministri, profesori iz univerz, ki niso nikdar v življenju delali v gospodarstvu. Ali vodili kakšno firmo? Firmo v privatnih rokah, ne v državni roki. Se pravi, pa po možnosti morajo biti lastniki tujci. Ne po možnosti, morajo biti lastniki tujci, se bojo v Sloveniji dogajajo takšne stvari. Zelo enostavno. Zato, ker en profesor ali doktor Mramor, se to mislim, da sem že zadnjič povedal, ko sem bila s predsednico tukaj, ne, jaz mislim, da se njemu ne sanja, odkje denar pride, pa kako se denar na trgu ustvari. Jaz resnično mislim, da se mu ne sanja. On zna biti profesor, zna biti svetovalec, imeti svoj SP, pa svetovati nekemu podjetju, ki je po možnosti v državni lasti, pa zna verjetno svetovati preko univerze kakšnemu podjetju ali pa kakšni drugi univerzi. To je pa jaz še rečem, njegovo teoretično znanje je verjetno vrhunsko. Ne? Ampak jaz ne vem, če Slovenija potrebuje vrhunske teoretike. Jaz mislim, da Slovenija potrebuje vrhunske praktike, da nas izrinejo iz stanja, kjer smo. Ne? Bi se pa mogoče vrnil še kar se davko tiče pasive ekonomije, ne? Še na eno področje. Ko bojo, pa to mislim, da sem tudi že enkrat povedal, ko bojo veliki davčni dolžniki tretirani popolnoma enako, kot so tretirani majhni davčni dolžniki ali pa majhni ljudje, se pravi, da tiska je dolžen 50 evrov, da bo tretiran popolnoma enako, kot tiska je dolžen 5 milijonov evrov, bo ljudje rekli prav, če bomo pa vsi enaki, potem bomo pa plačevali. Ker zdaj namreč problem je v tem, tako je že prej kolega Matej povedal, tisti največji, ne, velikih je v nekih osebnih bankrotih, preselili so firme, ne vem, na Kajmanske, ne vem, kam vse jih tudi naši, mnogi nekateri, bom rekel politiki, ampak pripadniki pa dostikrat, jaz jim rečem včasih kaviar levice, ne? Najbogatejši Slovenci in tako naprej. Ja, seveda. No, to je bilo zanimivo, ne? Sicer prav zanimivo je pa, jaz zdaj ne bom govoril o Outfit 7 firmi, ne, ker Outfit 7, ki je naredila, ki so zdaj najbogatejši Slovenci, ne, so res dobri, ne, kapo dole za tako inovacijo, pa za take prihodke. Bolj je bilo hecno, to je bilo, mislim, da ravno za te parlamentarne volitve, ki so zdaj potekale, ne, je imel gospod Češko,
lastnik pa direktor Studio Moderne, je imel na gospodarski zbornici neko srečanje z gospodom Židanom, predsednikom SD-ja, in so govorili o tem, da kako Slovenija nima previsokih davkov, in da smo potrebni, da moramo imeti inovativen pristop do podjetništva. A hkrati mislim, da je bilo 2 dni prej objavljeno, da so preselili firm na Cipr, da so firmo preselili na Cipr. Sem rekel, ja, pa se ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti. Pa se je nič narobe, da jo preselil, ampak bodimo si pošteni. Hotel sem na drugo stvar povedati. Se pravi, ena stvar je plačevanje davkov do vseh, se pravi, da se vse enako tretira. Druga stvar je pa tako, jaz kot podjetnik, meni ni problema plačati DDV, ampak problemi ga, ali pa prispevke in tako naprej, ampak problemi je pa plačati to takrat, ko vidim, da gre ves tisti denar, ki ga mesečno namenam, za plače pa za obresti. To mi je pa problem. Če bi ta denar, ki ga jaz kot podjetnik plačujem davke, šel v neke investicije, dejansko investicije, srednjeročne pa dolgoročne, ali pa v infrastrukturo, ki bi se povrnila nazaj, se pravi, da bi lažje poslovali, hitreje poslovali in tako naprej, ja, v redu plačaš. Ampak za to, da bo šlo pa za obresti, ki so enormne, pa za plače, to pa ne vem, jaz najraje ne bi, če bi bilo možno. No, potem prej, ko ste omenili, ko ste govorili nekaj o sanjanju finančnega ministra. Ja. Ja, dobro pa verjetno sanja, ko gre za njegov žep, ker smo lahko včasih prebrali, s kakšnimi dodatki in tako naprej. Pa tu potem konec morale. Glede na to, da je v teh dneh zelo aktualno, kaj se v Sloveniji dogaja na obrambnem področju, pa da parlamentarci veliko o tem razpravljate, me zanima vaš pogled na to, pa tudi na pogled na oceno vrhovnega poveljnika naših oboroženih sil, predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, ki je vojsko v takšnem mirnem času, mirnodobnem času dal oceno 2, pa če bi slučajno, kako bi bila pripravljena v slučaju vojne, z nezadostno oceno. Zdaj ne vem, kako je primerno to javno zelo veliko o tem govoriti. Pridite, napadite nas, ne vem, to je mogoče zgolj na drugo debato, ampak zakaj je tako? Zakaj je tako nizka cena? Kaj je razlog? Zdaj ste odprli temo, o kateri se zelo rad razgovorim. Vsekakor Slovenska vojska je ugledna institucija. Če pogledate vi vse te raziskave javnega mnenja, boste videli, da kotira zelo visoko. Da med vsemi institucijami smo politične stranke tam nekje na dnu, Slovenska vojska pa zelo visoko, kar je tudi logično. Razvila se je s tako imenovane teritorialne obrambe, ki nam je tako ali drugače priborila to samostojno Slovenijo, in jaz mislim, da iz tega izhaja tudi... Ali pa iz manevrske strukture narodne zaščite. Tam se vse začeli, ja. Če smo zelo natančni. Tako, ja. Ne bomo kakšno stvar izpustili, imate prav. No, ampak ta Slovenska vojska se je razvijala, kot se je razvijala, in potem je prišel čas krize, ko se je varčevalo na vseh področjih, najbolj intenzivno pa na obrambnem področju, ker je jasno, za politiko je bilo najlažje, ko je bilo potrebno rezati proračune, kje najprej na obrambi. Ljudje so to... In največ prav za časa, ko je bil predsednik vlade Borut Pahor, zanimivo. Drži. Najverjetneje je bilo tudi to politično bolj sprejemljivo, da se je, v socialne transferje manj zarezalo kot pa v obrambne izdatke. In od leta 2010, ko je bil še na oblasti Borut Pahor, pa v primerjavi z danes, ker od 2010 naprej so začeli izdatki res bistveno padati. Mimo grede tudi na socialnih transferjih, če se spomnimo to zakonodajo ministra Svetlika. Tudi tam so padali. Pa ukinjene bile kmečke penzije. Tako, ja. Naprej, pa tisto brezplačno v vrtcih in tako naprej. Vse. Ampak če govorimo o vojski, je bilo primerjava s proračunom, ki ga je imela 2010, pa potem zdaj 2016, je več kot 200 milijonov evrov razlike, oziroma 40% manjši proračun kot prej. In če se število pripadnikov ni bistveno zmanjšalo, potem je seveda se absolutno zmanjšal denar za vse ostale zadeve, ki so od rednega vzdrževanja do investicij in razvoja. Nek zlati standard znotraj NATO je, da ne bi država namenjala 2% svojega BDP-ja za obrambni proračun, znotraj tega pa 50% za plače, 30% za vzdrževanje in delovanje obstoječih sistemov, 20% pa za razvoj. Veste, koliko je
to, kakšne številke so danes v Sloveniji. Mi za obrambni proračun damo manj kot odstotek, se pravi manj kot polovico tistega, kar je NATO priporočilo. Praktično 80% damo za plače, 19% še za redno delovanje sistema in 1% za investicije in razvoj. Mi smo praktično znotraj NATO daleč najslabši in nas že zelo intenzivno opozarjajo, ne, da mi ne moramo več bremena prenašati na zavezništvo, ampak da moramo za svojo varnost začeti tudi še dalje bolj sami skrbeti. Mi pa po stari navadi zunaj obljubljamo, ne, da bomo kaj postorili, potem pa ne. Lejte, jaz sem član parlamentarne skupščine NATO, po domače povedan je neko srečanje vseh poslancev NATO članic, kjer jaz tudi sodelujem. In meni je nerodno tam, ker naši funkcionarji, predsednik vlade, obrambna ministrica in še nekateri marsikaj obljubljajo, sami rečejo, da bodo povečali obrambni proračun, zato potem se pa to ne zgodi in to drugje opazijo. Ne. In seveda potem, kaj se zgodi, ne, naši vrli manipulatorji na levi strani zelo spretno rečejo, ja, sej kaj nam je pa potrebno ta NATO, sej to delamo samo zaradi NATO in tako naprej, ampak marsikdo pozablja, ne. Če mi ne bi bili člani zveze NATO, potem bi mogli najmanj še enkrat toliko za obrambo namenjati, kot namenjamo danes. Ker določene zadeve smo mi prenesli na NATO, recimo varovanje našega neba, ga nam varujejo drugi zavezniki, tako ja, ker letalstvo predstavlja velik strošek in še bi lahko našteval in te stvari se vse pozablja. Z varnostjo je pa tako, se veste, kot s čistim zrakom, ne, v Zasavju bodo to razumeli. Dokler ga dihamo, čisti zrak se nam zdi samoumeven. Potem, ko pa enkrat je zrak onesnažen, potem pa zelo težko spet prideš nazaj do čistega zraka. In nekaj podobnega je z varnostjo in obrambo. Dokler živimo v miru in varnosti, se nam zdi vsak cent škoda, da ga namenjamo za, če hočete, puške, tanke ali pa za obrambne izdatke. Ko se pa enkrat stvari zaostrijo, takrat pa ni več heca. In zdaj smo v situaciji, ko tudi svetovne varnostne razmere, od te migrantske krize do raznih terorističnih groženj, terjajo od odgovorne države, da stori vse, da zagotovi varnost svojim državljanom. In obrambni izdatki so tukaj ključni. Brez denarja tukaj ni možno nič narediti. Ko se pa kaj zgodi, tudi ko se kaj zgodi z migranti ali pa ko se naredi kakšna naravna nesreča, pa takoj pokličemo vojsko na pomoč, ne? To je pa standard v Sloveniji. To je pa treba plačati. Če gremo nazaj na gasilce, ko je treba opremo dati, je vedno problem, ko je treba koga poklicati na intervencijo, je to samoumevno. In tudi vojska, se je zelo dolgo časa to prikrivala. Vi ste izpostavili, da je problematično to, da je... Pa zdaj ima že več častnikov, podčastnikov kot vojakov, ne? To je lahko že problem, ne? Ja, to razmerje v Sloveniji je tudi problematično. Problematično je pa spet zdaj zato, ker je povezano z obrambnim proračunom. Plače slovenskih vojakov so nizke in vsak vojak, ki ni častnik, če si častnik, imaš nekoliko boljšo plačo, vsak vojak, ki najde boljšo priložnost v nekem realnem sektorju, iz te vojske uide ven. In je spet to povezano z obrambnim proračunom. In če povem zdaj zelo po domače, plače v vojski so bile slabe, ampak dokler so imeli fantje tam se neko tehniko, misije, dokler so imeli neko usposabljanje, je bil to motiv, ki je vojsko gnalo naprej. Zdaj pa, ko so jim ob samih plačah vzeli še vsa ta usposabljanja, mi več kot tretjino usposabljanj vojska sploh ne izvede, niti imamo premehne količine streliva in podobne stvari. Če pa vsega tega ni, pa seveda zadeva začne razpadati in propadati. In vsakdo, ki je kadarkoli adaptiral kakšno staro hišo, ve, da dlje kot z obnovo odlašaš, večji so stroški. In isto bo tukaj z obrambnim proračunom. Dlje kot bomo odlagali, večji bodo te stroški obnovi. Jaz tukaj zelo odprto pa odkrito govorim, tudi na seji odbora za obrambo, ki sem ga predlagal, da bi naredili neko politično zavezo vse parlamentarne stranke, da bomo v prihodnjih letih povečali obrambni proračun za 0,1% BDP-ja, dokler ne dosežemo 1,5%. To se mi zdi
realno, ne, dosegljivo. Še vedno ne bomo dosegli NATO standardov, ampak bomo prišli In so bili naprej. hodniki vsi za? V hodniku so bili tudi za, ne, tudi recimo vaš tukaj lokalni poslanec Dolinšek, ne, je tudi na sejah razpravljal o tem, kako je potrebno zagotoviti več sredstva za vojsko, ampak potem, ko pa pride do glasovanja, pa fanti dajo glavo dol in ne stisnejo tipke za. In seveda posledica je, da dodatnih sredstev za Ker vojsko finančni ni. minister reče, da ni denarja, ne? Veste kako, to sem se naučil, ne? Denar se vedno najde, če se hoče. Poglejte, ko je ministrica za notranje zadeve dovolj pritisnila, se je kar najdlo 40 milijonov evrov za policije. Ko je prišlo do migrantske krize, se je kar najdlo 121 milijonov evrov za migrantsko krizo. Ko je pa prišel načelnik generalštaba v parlament in je rekel, da vojska trenutno nujno takoj potrebuje 46 milijonov evrov, da zgolj obstoječe sisteme, da delujejo, pa se nič ne zgodi. In jaz sem tudi v teh dneh ministrici povedal, da ni dovolj, da je zgolj administratorka in uradnica in da pričakujem tudi od nje kakšne politične poteze, ali da bo odstopila, ali da bo zagrozila SD z izstopom iz vlade, če se ne bo dal zagotoviti teh sredstev za delovanje obrambnega sistema. Ne govorim tudi na pamet. Jaz tudi nisem sam rekel, dajte več sredstev, nisem pa povedal, iz kje jih vzeti. Jaz sem tudi povedal vir. Seveda v proračunu, če nekomu daš, moraš drugemu vzeti. Takšen je sistem. In sem povedal, da teh 46 milijonov vzamo iz sredstev, ki se namenjajo za razne subvencije v državi. Teh subvencij je za 800 milijonov evrov in nekatere so zelo neučinkovite, stran vržen denar in ga dajmo sem. Jaz verjamem, da se kakšnemu državljanu zdi to brezvezna in prazna debata, češ kaj bomo stran metali denar za slovensko vojsko, ukinimo jo, pa bo mir, ne? Ampak to je kratkoročno razmišljanje. Vi ste veteran vojne za Slovenijo, se boste najverjetneje spomnili, ne, da tudi takrat v 90-ih, 91. leta so se marsikakšne deklaracije mirovniške podpisale, kako naj se vse skupaj ukine, pa je potem danes, ko gledamo nazaj. Slovenija brez orožja in tako naprej, ne? Ja, je jasno, da brez manevrske strukture teritorialne obrambe policije ne bi ubranili samostojne države, če teh sil ne bi imeli. In ena stvar, kar sem se tudi naučil zdaj v politiki, je, ne, da ne stvari podcenjevati in ne misliti, da nekaj, kar je danes nemogoče, da jutri ni mogoče. Predstavljajte si recimo samo ukrajinsko krizo. Kdo si je še par let nazaj, sploh mu je na misel prišlo, da je v neki Evropi se lahko zgodi takšen konflikt, kot se je zgodil v Ukrajini. In da neka država, velesila zasede del zemlje neke druge države in nič, ne? Tako. Sicer sankcije, no, seveda, mi pa povabimo gospoda Putina v Slovenijo, ne? Vse mogoče, čisto fajn, ne? Ampak ne nazadnje si je Rusija prisvojila delo zemlja Ukrajine, ne? V tej Evropski uniji, ne? To se nam bo negativno obrestovalo. Vam povem, zaradi tega, ker mi vse prevečkrat pozabljamo, da smo člani Evropske unije, da smo člani NATO, to je naša družina, to so naši zavezniki in s tem je potrebno sodelovati in delati. Tudi zelo veliko krat se manipulira v tem smislu, ja, z Rusijo je potrebno sodelovati, je naša gospodarska partnerica, ampak veste, da je Rusija šele na 11. mestu po gospodarski izmenjavi. Pa kako velika, ne? Pa kako velika. Imate številne druge nam bližnje evropske države, ne? Od Nemčije, Italije in tudi kakšna druga država, ki pa na te naše poteze, bom rekel, skoraj gleda v smislu malo izdaje. Ne? Daj, če mi imamo neke sankcije proti Rusiji, potem je treba to imeti vsej v glavi. Ne? Daj, če smo mi del neke družine, da v skladu s to družino delamo. Ne? Zdaj nas ta družina pri marsikakšnih stvareh rešuje. Ko bomo kdaj drugič potrebovali kakšno pomoč, nas bojo pa morda vprašali, kaj ste pa takrat delali, ko smo mi potrebovali našo pomoč. Ne? Mi se zelo prevečkrat tako imamo kompleks manj vrednosti in majhnosti, saj mi smo toliko majhni, da nam nobeneč ne more, pa za nas se nobeneč ne zanima, pa naša dejanja itak v mednarodni skupnosti
niso pomembne, ampak vse te zadeve se zelo podrobno spremljajo. In prišel bo čas, ko bomo mi, Slovenija, potrebovali kakšno pomoč zaradi različnih stvari in takrat se bodo polagali računi. No, pa se mimogrede, vse 1 meter asfalta več sami ne zgradimo, pa preplastiramo, ne, brez evropskih sredstev. Bi vi tu dodali kot tak zunanji opazovalec izven te visoke politike na to dogajanje? Zdaj sem se ravno spomnil, ko je kolega Matej govoril, ne, se to bo pa zagorjanje dobro vedeli, da je ena izmed preteklih zgodb o uspehu bila narejena zaradi vojske v Zagorju. Ne? Ultra, ki je zdaj večkrat, ki so njeni lastniki večkrat po televiziji zaradi drugih stvari. Ne? Ultra je v osnovi, mislim, da prvo večji posel dobila za vojsko, če se meni prav zdi. S tem se je pot teh ultramerilnikov, so jih delali, potem začela razvijati. Ne? Tako da je tudi večji proračun za obrambo, bo verjetno pomenil tudi kak skok za kako podjetje, ki se ukvarja, ki je v tej smeri, ker bo vojska lahko trošila denar. No, pa mogoče tudi za kakšno zaposlitev, ne? Kakšen vojak se zaposlil tudi iz tega. Drugače pa nimam drugih komentarjev. Je pa zanimivo poslušati, ker vem, da je kolega Matej zelo... Ob vsem tem, kar ste povedali, ne, v tej krizi v tem obrambnem sistemu, pa ob tem, da naša policija, ne, še kar stavka, pa da se lahko zgodi kaj podobnega, čemu smo bili priča nekaj mesecev nazaj, ne, ko je bilo na naših mejah veliko migrantov. Sprva so govorili, da so to begunci, ampak marsikdo reče, begunec si v prvi varni državi, v katero prispeš, ne, potem si pa že migrant. Se lahko ta zgodba ponovi? Bili ste v Grčiji, ne? Bil sem v Grčiji, sem član Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, nekaj podatkov imam. Absolutne 100% varnosti vam v današnjem svetu ne more nihče zagotoviti. Tako da možnost delovanja volkov, samotarjev vedno obstaja. Jaz ne vem, če slovenska javnost ve, ampak nedavno, nekaj let, mislim, da je zdaj že 2, morda 3 leta, no tam 2011, 2010, pa nekoliko kasneje, no ne me zdaj za letnico držati, je bil poskus terorističnega pada na parlament, ko je nek Albanc v Sloveniji že nabavljal cisterno polno goriva in njegov cilj je bil se zapeljati v parlament. Jaz sem prepričan, da najbrž bi velika večina ljudi to dejanje še celo podpirala pa proslavljala, glede na to, kaj se včasih dogaja v parlamentu. Pa hočem vam povedati, da se v Sloveniji zelo velikokrat obnašamo, kot da smo nek miren mehurček, ker je vse super in ker se vse te stvari, ki se dogajajo po svetu, ne morejo prijeti k nam. To se lahko morda nekoč zgodi tudi v Sloveniji. Seveda sem jaz najprej tarča, potem pa morda še kdo drug. Morda so to trgovski centri, vedno teroristi zbirajo lokacije, kjer se zadržuje velika količina ljudi, da prizadanejo čim več žrtev. In prav zaradi tega je spet pomembno, da se na prejšnjo temo vrnemo, da vlagamo čim več denarja v zagotavljanje te varnosti. Ne. Brez neke osnovne varnosti tudi drugo življenje ni mogoče, ne more funkcionirati ne gospodarstvo, ne morejo se mladi izobraževati in še kaj. Ne. Verjetno v tistem smislu, če si bomo sami poskrbeli za varnost, nam bodo tudi drugi pomagali. Ne? Absolutno. Ne moramo pa računati, če nam bojo pa vedno drugi, sami pa nič, ne? Bodo enkrat nehali. Drugi namesto nas nalog ne bodo vedno upravljali. In poleg vojske je še obveščevalna srednja še ena, ki bi bila potrebna tudi obnova in dodatnih sredstev, ampak pustimo to, če se vrnem nazaj na ta migrantski tok. Bil sem v Grčiji, lahko rečem samo to, ne, da kdorkoli si misli, da je ta zadeva končana, se moti. Ta zadeva je začasno zaustavljena. V Siriji se konflikt še vedno ni končal, čaka vse 2 milijona ljudi, ki bi želeli svojo pot nadaljevati v Evropi. Pa to ni edina država. Ne? Pa to ni edina država. V Severni Afriki že danes čaka ob mejah Libije, Egipta, Alžirije več kot 10 milijonov ljudi, ki tudi želijo svojo pot nadaljevati v Evropo. Samo vprašanje je, kam se bodo tokovi preusmerili. Poglejte, ko se je nekoliko močnejša zapora naredila na Sredozemlju, je bila bolj intenzivna balkanska pot. Zdaj, ko se je balkanska pot zaprla, se razmišlja že o drugih poteh in rutah. Vam konkretno povem, sem govoril tam z nekim afganistanskim beguncem v
Atenah, ki mi je rekel, da so vedeli, da je balkanska pot zaprta in so v begunski center v Atenah prišli razni prekupčevalci, če hočete, trgovci z ljudmi, karkoli hočete, ki so za 2000 evrov ponujali nadaljevanje poti proti Evropi preko Albanije. Ne. Torej, nas ne sme ta situacija zdaj uspavati, češ vse je v redu in super, zato moramo biti mi na morebitni prihodni pritisk pripravljeni. Jaz seveda govorim, da je treba pomoči potrebnim pomagati, ne? Ampak da je potrebno tudi postaviti neke okvirje, koliko ljudem Slovenija sploh lahko pomaga. Jaz ocenjujem, da je maksimalna številka ljudi, glede na naše zmožnosti, ki jim lahko pomagamo, ki brežijo pred vojno, številka 5000. Preko tega pa mi nismo sposobni, ker so tudi naše možnosti omejene. Poglejte, mi imamo 100 000 ljudi in še nekaj več brez dela, brezposelnih, imamo 300 000 ljudi, ki živijo pod pragom revščine in so naše absorpcijske zmožnosti zelo, zelo omejene. In ko bo spet prišel trenutek resnice, če v tistem trenutku ne bomo sposobni zavarovati naše južne meje, potem se nam lahko obeta kaos. In zato mora odgovorna politika že danes postoriti vse, da ustvari primerne podlage, kadrovske možnosti in pa tudi tehnične možnosti, da ta scenarij negativen preprečimo. To je pa spet posebno vprašanje za posebno oddajo, če to delamo takrat, ko se zdi, da je navidezni mir. Tako. Tem bi bilo že za eno oddajo, pa bi mogoče čisto lokalno zaključila oddajo. V eni prejšnjih oddaj smo gostili zagorskega župana Matjaža Švagana, ki je nekaj besed povedal tudi o nameri občine, da bi nekaj investirali ali pa kupila upravno stavbo Sveje. Jaz sem ga vprašal, če se bodo šli na občini proizvodnja, je seveda dejal, da ne. Kakšen je vaš pogled na to? Pa tudi, če se da, recimo, to kupiti, ne, bi se verjetno dalo tudi Medijska Toplica, ne vem, v šali. Ja, se strinjam s to zadnjo trditvijo. Ja. Če se lahko razmišlja o nakupu upravne stavbe Sveje, se lahko razmišlja tudi o nakupu medijskega kompleksa. Ko smo že začeli pogovor z Medijskimi Toplicami. Tako so kolega Tunkal. Jaz sem proti vsakršnemu to vrstnemu nakupu občine, iskreno. Zato, ker jaz ne vem, kaj ima namen občina za upravno stavbo Sveje početi. Ta upravna stavba je stara, ne vem, 15-20 let, ne vem, kjerega leta je bila zgrajena. Mislim, da bo zdaj četrta dražba, da je izklicna cena okrog 600 000 evrov, če se meni prav zdi. Nekje tukaj, ne me za besedo držati. Ampak v vsakem primeru, teh 600 000 evrov ne pomeni še nič. To bo samo nakup. Stavba, ki je stara 20 let, poslovni prostori, ki so bili, je treba za karkoli drugega, če se bo uporabljala zato, ker je bila v štartu namenjena, jo je treba zadaptirati in potem energetsko sanirati, kar sigurno pomeni dodatnih $500,000 do $1 milijon evrov. Potem pa še vsebina, ne? Potem pa še vsebina. Tako da jaz, tudi ko je župan nam omenil to zadevo, nisem bil glih pristaš, da bi občina v kaj takšnega šla. Hvala Bogu, zdaj jaz ne vem, kakšno je zdaj stanje z to hišo iz Expota, ali je to zdaj ustavljeno, ali ni ustavljeno. Tisto, kar ne bi stalo v Evroparku. Ali se Zagorje še vedno bori, jaz upam, da se ne bori več, srčno upam, ker to sem tudi že enkrat javno povedal, ni problem, občina lahko kupuje takšne in drugačne zgradbe. Paviljone, ne? Kakršne koli želi, ne? Ampak, a so ljudje, se pravi občanke pa občani, imajo željo čez kakšno leto zopet dobiti povišano položnico za komunalne storitve, smeti, ogrevanje in tako naprej. Če si to želijo, potem lahko to podpirajo. Če si tega ne želijo, potem tega ne podpirajo. To je zelo enostavno. Enako, ki je velja za čistilno napravo, ko so vsi v zrak skočili, ko se je cena vodarine povišala. Povišala se je tudi na račun načina gradnje. Se pravi, zaradi amortizacije. Jambora, zastave, ki jo zdaj ni, ne? Ja, to je res, ja. Tako da jaz sem definitivno proti temu, da se gre občina enega nepremičninskega investitorja, ne bo občina ne izvaja zakonske zahteve, ki jih mora izvajati, ne investira v lokalno infrastrukturo,
ki je nujno potrebna investicije. Če ima višek denarja, se pravi, če je še vedno denar ostaja, ne investira v to, da bojo dodatno subvencionirali vrtce, da starši ne bojo plačevali nič, se pravi, da bo vrtec za vse brezplačen, kar pomeni, da se bo več ljudi preselili v Zagorje, ker bo vrtec brezplačen, kar pomeni, da se bo število prebivalcev povečalo in bo s tem glavarina, se pravi, absolutnega denarja za občino več. Jaz mislim, da bi občina malo drugače. Če bo minister spet zmanjšal, ne? Tudi če bo, ali bo pa saj na enakem nivoju ostalo, no, tako da ja, kar se tega tiče. Hvala za obisk v studio. Prej smo govorili, da je predsednik države ocenil vojsko, ne? Kako bi pa vi čisto za konec ocenili delovanje slovenske vlade od 1 do 5? Ne, to oceno dajo volivci. Kdaj bodo volitve? Bojo prečasne? Jaz mislim, da bojo kar redne, morda kakšnih pol leta prej, ko bo kakšen koalicijski partner ocenil, da bo izskočil iz vlade, ampak kaj prej pa ne pričakujem. Točke, ne? Ja. Ja. Hvala za obisk v studio, pa še kdaj dobrodošla. Ne? Pa jaz upam, da kdaj tudi v Medijskih Toplicah, ne? Na bazenu. Upam, da kmalu. Ja. Hvala tudi vam za pozornost in srečno.